Predsednik Pahor pa je minuli teden prvič v svojem mandatu obiskal Norveško, državo, ki je svet seznanila s telemark smučanjem, rezalnikom sira in sliko Gorana Klemenčiča na glasnem koncertu. Našega predsednika in njegovo delegacijo, čeprav ima Instagram in je resen predsednik, je sprejel norveški kraljevi par pri svečani večerji, v kraljevi palači pa je bilo obvezno nošenje fraka tako za predsednika Pahorja, kot tudi za ministra Pikala. Pogovor med delegacijama pa se je vrtel več ali manj okrog kranjske čebele. Pred več kot 100 leti je eden od prvih izvoznih artiklov naše države na Norveško. Ob tem je norveškemu kralju poklonil tudi slovenski čebeljak. Borut Pahor je norveškemu kralju kot uradno darilo podaril čebeljak. S čimer je končno odgovoril na prastaro vprašanje, kaj kup človeku, ko ima vse. Dejte mu nekaj, kar bo ob odprtju ga presenetilo in v primeru alergije ubil. Kako je našemu predsedniku tako darilo uspelo pritovort na Norveško, ostaja uganka, govori pa se, da je čebeljak potoval v tovornem delu, čebele pa v ročni prtljagi. Nakupa daril, natančneje vojaških oklepnikov, se je še pred božično glečo lotil tudi obrambni minister Karl Erjavec. Žal pa se njegovemu prazničnemu duhu niso priključili prav vsi poslanci. Na odboru za obrambo so tako poslanci Levice s kolegi iz Janševe SDS zavzeli enotno fronto in skupaj napadli obrambnega ministra Karla Erjavca. Upam, da je Karl Erjavec v mladosti treniral boks, ker zgleda se bo moral tokrat izogibati udarcem tako levice kot desnice. Kar bo še posebej težko, glede na to, da po njem udarjate iz povsem različnih razlogov. Levica, ker naj bi Erjavec skrival načrt o več 10-milijonskem nakupu manjših oklepnikov Valuk, češ spet smrdi po korupciji, glavna opozicijska stranka pa, ker vlada ne nabavi še dražjih, večjih 8-kolesnikov. Levica bi torej rada, da Erjavec letos sploh ne opravi božičnih nakupov, SDS pa si želi, da bi darila še večje kolani. Ker bo nakup oklepnikov v tej točki težko ustaviti, se moramo vsi najprej odločiti, kaj je boljš. 6-kolesniki ali 8-kolesniki. Verjetno so bolj ekonomične odločitev 6-kolesniki, imajo 2 gumi manj, pa že z menjavo prešparamo koliko 200 evrov letno. Poleg tega so 6-kolesni valuki narejeni na Koroškem, kar pomeni, da so sposobni vožnje tudi po najslabših cestah. Edini minus je torej le, da so oklepniki brez vinjete. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.